Pozdravljeni vsi skupaj, tokrat sem začel sezono že nekoliko prej, udeležil sem se prve cestne dirke v letošnjem letu, Gran Fondo Portorož. V nasprotju z imenom se tekma začne v kampu Lucija in poteka večinoma po hrvaški Istri, letos vse do Poreča nazaj, približno 110 km in nekaj čez 1200 višinskih metrov. Moje veliko veselje je prvih nekaj kilometrov poteklo za spremljevalnim vozilom, sicer smo na momente kar pospeševali, še posebej manjše klančke, ampak se je nekako dalo voziti zadnji, pa tudi nobenih padcev ni bilo, vse da bi jaz vedel ne. Kmalu smo prečkali mejo in zagrizli v prvi klanček trase. Še vedno nisem čisto prepričan, ampak se mi zdi, da je uraden čas začel meriti od mejnega prehoda dalje. To je tudi edina črna pika, ki leti na organizatorje te tekme, še danes ne vem, kje je bil štart in kje je cilj. Sploh ne razumem, kako je to lahko problem, na 1-4 list bi lahko napisali štart, cilj, mejni prehod za čovlje in list prilepili nekom bližnjo štartnih številk in problema ne bi bilo. Anyway, tudi tokrat sem se dirke doživil s prijateljem Klemnom in tokrat nam je uspelo ostati kar blizu prvih bojnih linij v glavnini. Po kratkem sponu za mejnim prehodom se od glavnine odcepila manjša skupinca, katere niso lovili. Ni mi bilo jasno, zakaj, saj tempo ni bil prehud, odločil sem se, da jaz povlečem in lovim, a za manj. Tempo res ni bil hud, a to je veljalo za tiste, ki so vozili znotraj skupine v zavetrju. Takoj, ko sem prišel spredaj, sem šel krepko rdeče, po nekaj minutah neuspešnega lova pa obupal in se ponovno zlil z glavnino. Kot že omenjeno, tempo ni bil prehud, v resnici sem bil kar malo začuden, saj sva s Klemnom z lahkoto držala skupino, celo pogovarjala sva se lahko brez problema. Sicer sva opazila, da ob vsakem klančku malenkost pospešimo, oziroma še bolj izrazito ob izhodih iz križišča, ampak ni bilo prehudo. Tako je bilo vse do Novigrada, kjer nas je čakal prvi malce strmejši klanc, tukaj pa so se prvi dobesedno sneli z verige. Močno so potegnili in tisti, ki smo bili malenkost zadaj, smo se takoj znašli v luknjah razpadlih skupin. Pritisnil sem, kolikor sem lahko držal čez 350 W za manj, glavnina je razpadla in prve smo lahko videli nekaj 100 metrov pred nami, razdalja se je zdela neulovljiva. V bistvu sem se pri sebi že sprijaznil s tem, da smo jih izgubili. Nakar so na moje presenečenje se tekmovalci začeli vleči na polno, v zavetrju sem tako držal čez 350 W in začeli smo se približevati glavnini pred nami. Meni je pripadla ta čast za zadnjo menjavo in iz sebe sem stisnil še zadnje atome moči in povlekel z več kot 400 W. Moram priznati, da se mi je začelo že bliskati pred očmi, a k sreči mi je uspelo priključiti v zadnjem hipu. Še vedno ne vem prav točno, koliko ljudi je ostalo zadaj, nas je bilo pa vsekako spredaj cirka 30 do 50 kolesarjev. Kmalu smo prikolesarili mimo Poreča, to je zaznamovalo približno polovico dirke, a glavni klanci oziroma višinci so še bili pred nami. Kot zanimivost, kasneje sem izvedel, da je zmagovalec tukaj uspešno napadel in do cilja vozil sam. Wow, vsaka čast. Če je bil tempo do sedaj ležeren, so se zdaj začeli nenormalni skoki. V vsakem krožnem se je skupina konkretno raztegnila, zadaj oziroma na moji poziciji pa je bilo že čisto absurdno. Iz vsakega krožišča smo pospeševali oziroma prav šprintali tudi z več kot 800 W. Tukaj je manjkalo zelo malo, da nisem odpadel, v krožnih pa kar ni bilo videti konca. Tempo se je končno nekoliko umiril, ko se je trasa začela vzpenjati proti prvemu vrhu. No, saj v resnici sploh ni bilo opaziti, da se zares vzpenjamo, naklon je bil verjetno pod 5%, hitrosti pa so bile tudi preko 30 km/h. Da bi se izognili tisti elastiki zadaj, sva se s Klemnom postavila nekoliko naprej v skupino, kjer sva lahko videla številne poskuse napadov vodilnih, a so jih vedno ujeli. Sledil je spust po zelo razriti cesti, v zadnjih mesecih sem nekaj natreniral spuste, tako da sem precej boljši kot lani in mi je celo uspelo držati skupino pred seboj. Sledil je glavni klanec na dirki, s Klemnom sva že prej govorila, da bova tukaj spustila prve in šla nekoliko počasneje naprej, saj so že prej ob vsakem klančku konkretno potegnili in bala sva se, da če greva z njimi, naj jo bo pobralo.
Izkazalo se je, da je bilo podobnih misli večina ostalih v skupini, saj se je spredaj odceplo le cirka 10 do 15 kolesarjev, ostali pa smo v kar visokem tempu prisopihali zadaj do vrha. Sledil je še rahel valovit spust proti Sloveniji, kjer je bil tempo kar hud, delali smo tudi močne menjave in dvakrat se mi je skoraj zgodilo, da mi po koncu menjave ni uspelo več priključiti. Kot zanimivost, tukaj mi je tale celo nakazoval, da bi delali neke krožne menjave, ko se naredite dve vrsti kolesarjev, desna rahlo vleče naprej, ko prideš na prvo mesto, se pomakneš na levo v kolono, ki gre počasi nazaj, ko si zadnji v vrsti, greš ponovno v desno kolono in to ponavljaš. No, valjda v tistem momentu mi ni bilo jasno, kaj želi od mene, tako da sem dal standardno menjavo, nam je pa ta manever uspel nekaj kilometrov kasneje, ko je bil nekdo drugi spredaj. Pa dobro, kljub temu, da se to sliši precej imenitno, ni spadlo čisto najbolje, po mojem je to treba res prav trenirati, v naključnih skupinah na tekmi je to obsojeno na propad. Malo smo prečkali mejni prehod, kjer sem kasneje izvedel, da je bil tudi cilj, seveda takrat tega nismo vedeli in sledilo še kar nekaj zelo težkih napadov, polnih kilometrov do Lucije. Moram reči, da sem bil z uradnim časom kar zadovoljen, cilj sem prišel na 22. mestu, slabe 4 minute za zmagovalcem. Še bolj pa me je veselilo dejstvo, da sem do cilja bolj kot ne prikolesaril v glavni skupini, v kateri je bilo cirka 20 kolesarjev, le prvih 10 je bilo nekoliko pred nami. Skratka, super uvod v letošnjo kolesarsko sezono, pa res upam, da bodo naslednjič organizatorji malo bolj vestni s temi osnovnimi informacijami, od kje do kje se sploh meri čas. Konec koncev smo po nepotrebnem šprintali skozi Lucijo vse do kampa in res je sreča, da tam ni prišlo do kakšnega padca. Toliko za zdaj, lep pozdrav in se vidimo. Čakaj, sem mislil, da se zlomil za čas,